Dragi prijatelji, nadaljujemo z branjem Evangelija po Marku in z razmišljanjem o njegovem sporočilu. Svetujem vam, da najprej prisluhnete video sporočilo, potem preberete današnji odlomek iz Evangelija po Marku in nato še enkrat prisluhnete video sporočilu. Na ta način boste bolje razumeli prebrani odlomek in obenem vam bo Sveti Duh lažje osvetlil sporočilo prebranega besedila. Moja želja in molitev je, da nas Bog preko tega sporočila vse nagovori in nam odpre oči, da bomo videli lepoto in razumeli sporočilo Božje besede, ter še globlje spoznali našega odrešitelja Jezusa Kristusa. Dragi prijatelji, danes preberimo ta odlomek. V današnjem odlomku vidimo, da so bili farizeji ponosni, da dobro poznajo in razumejo Sveto pismo. Ko je Jezus začel ozdravljati in odpuščati grehe, so se pa nad njim spotikali. V naslednjih 3 zgodbah nam evangelist Marko pokaže, da so se farizeji spotikali nad Jezusom zato, ker niso dobro in pravilno razumeli Svetega pisma. V prvi zgodbi so se farizeji čudili, zakaj se učenci ne postijo. Jezus jim je razložil, da je njegova služba kot poroka in on je ženin. Ne bi bilo primerno za svate, da se postijo med praznovanjem. Dogajanje v naslednji zgodbi se je zgodilo v soboto. Farizeji so obtožili Jezusa, da ne spoštuje sobote, judovskega svetega dneva. Njegovi učenci so namreč na ta dan, ki je bil namenjen počitku, smukali klasje in ga jedli, ker so bili lačni. Jezus jih je spomnil na kralja Davida, ki je v svetišču vzel in jedel sveti kruh, kar je bilo dovoljeno samo duhovnikom. Davidu je bilo dovoljeno to, kar je bilo ostalim prepovedano, ker je bil, kdor je bil, izraelski kralj. In na koncu je Jezus prav tako v soboto ozdravil moža s hromo roko. Rekel je namreč, da je prav, da se vedno dela dobro, tudi če je to v soboto, na dan počitka. Dobro je, da nekomu rešimo življenje, tudi če moramo to storiti v soboto. Navsezadnje, sobota je bila narejena za človeka in ne človek za soboto. Ker je Jezus zmotil način, s katerim so farizeji brali in razlagali Sveto pismo, so ga obravnavali kot grožnjo njim samim in tudi vsem drugim. Od takrat naprej so farizeji načrtovali, da ga bodo ubili. Farizeji so bolj ljubili postavo, se pravi pravila in zakone, kot pa svoje bližnje. To nam kaže, kako slabo so razumeli Sveto pismo. Jezus pa je prišel in pravilno razlagal ter izpolnjeval Sveto pismo. V Stari zavezi je Bog opisan kot ženin svoji nevesti Izraelu. Jezusovi učenci se niso postili, ker so praznovali Jezusovo navzočnost med njimi. Jezus je v bistvu rekel, da je on ta ženin, utelešen Bog. Jezus je prav tako gospodar sobote. Tako kot je kralj David imel pravico, da je jedel sveti kruh, tako je lahko tudi Jezus, Davidov potomec in naslednik, ravno v soboto ozdravil roko človeku. Na koncu Evangelija po Marku vidimo Jezusa ubitega in položenega v grob ravno na soboto. Toda po tistem, ko je vso soboto počival v grobu, je vstal in s tem dokazal, da lahko stori mnogo več, kot pa samo ozdravi roko človeku. On lahko da vseživljenjski sobotni počitek vsem
ki verujejo vanj. Moja želja in molitev je, da naj nam ob branju Evangelija po Marku Sveti Duh odpre oči, da bomo v Jezusu videli Boga, ki nam je dal zapovedi glede dneva počitka za naše dobro. In da bomo videli Jezusa, ki nam prinaša popolni ter dokončni večni sobotni počitek.